So it was my first time flying an EV29DR yesterday with Pierre, which was really, really good fun. I think we had a good flight, but we were struggling a little bit on the way from south to north and then on the last leg back, but we found an amazing convergence in the north, and that was, I think, the funnest part, just flying straight at 200 kph, climbing 3 meters in a straight line. Yeah, and it's surprising how well this glider climbs despite the 30-meter wings. Zmagovalci, prvi razred, Boštjan Pristavec, drugi Lukaš Vidašič in tretji Ginta Zube. Se nam kje Boštjan skriva? Lega. Kakve vročije zelo. Neobičajno. Klubski razred, prvo mesto Andrej Kolar-Ciko, drugi Boris Žorž, tretji Jože Vrdev. Ti si pa 2 poleta imel včeraj, ne? Ja. Odlično. Bila skoraj prvega skorila, mogoče pa ne bilo tako dobro. Moraš prvič, moraš dobro celko vtakati noter, ne? Prejšnji dni je bilo zakomplicirano napoved, danes je pa ekstremno zakomplicirano. Priznam, da ne vem čisto točno, kaj se bo zgodilo. So the previous days were quite tricky to forecast, today it's extremely tricky, so I'm not quite sure what will happen. Četrti tekmovalni dan, kar se rezultatov tiče, drugače pa peti. Spet zanimiv dan, ob dobri organiziranosti na tleh in pa kasnejšem nekaj bolj kompliciranem vremenu, ki se nam je zgodil. Zelo posrečeno izbrana naloga z področjem proti jugovzhodu, ki je dala kar nekaj kosti zaglodati, tudi po moje poznavalcem. In pa potem nadaljevanje v precej takem mešanem vremenu s precej turbulence. Težko se je bilo spraviti gor, torej visoko, ker je bilo zelo pomembno, da si imel visok profil leta včeraj, ker nizko, torej spuščanje nizko je predstavljalo relativno velik rizik. Če si bil srečne roke, pa da si se spustil nizko, pa dobil dobro dviganje, je bil seveda profit, ampak riziko je bil temu sorazmeren in to se včeraj sigurno ni splačalo delati. V zaključku je bila precej komplicirana situacija na zahodnem delu tekmovalne naloge, stol s 30-kilometrskim radijem, kar je zopet bilo zelo dobro prepoznano strani Nika, ki je v bistvu prvotni sektor s 15 kilometri radija povečal na 30 in se je izkazalo to za zelo umestno spremembo taska, ker je po moje vsaj polovici omogočil, da smo končali nalogo, ker če bi mogli jeti tam še 15 km v tisto sivino, v relativno zelo slabe razmere, vprašanje, če bi v toliko številu končali lahko nalogo. Drugače pa, ja, nadaljujemo s tekmovanjem. Zadeve so še relativno odprte, pred nami so še maksimalno 3 dnevi, realno gledano, sigurno je eden. Kaj se bo pa dogajalo, bomo pa videli v bistvu danes. Včeraj je bil lep dan, eden lepših na tej tekmi. Vreme je bilo zahtevno, ampak vseeno lepo. Tako da z ekipo, skupaj z Borisom, Gregom, Tonetom in Boštjanom smo veliko sodelovali in se pogovarjali o tem, kaj se dogaja v zraku. Predvsem smo se odločili, da se bomo zelo striktno držali visoko. Smo na nekaj mestih se ustavili v dviganju 1 meter na sekundo, samo zato, da smo držali višino in to se je potem večkrat splačalo. Na koncu je bilo pa majčkeno sreče, ko je meni ravno zaradi tega držanja višine uspel preskočiti kočo na Smrekovcu 20 metrov čez kočo, medtem ko je v ostali ni in to je bila razlika med našimi rezultati.
Zelo je lepo tukaj v Celju tekmovati, zaradi tega, ker je letališče ogromno, varno, predvsem pa, ko je bil zvečer problem z nevihto, je bilo prostora v hangarju za vse, ki so ga želeli, ostali smo pospravili prikolice, tako da res zadovoljen, super je, lepo se nam. Moramo kaj povedati, ali samo lučka dati? Pa daj. Roko ima občutek in kadrira lepo. Takega, ampak sem ga ne našla. On je bil kar zanimiv. Stalinist. Kjer je tvoj najljubši avion, Jaroš, to povej? Popolni. Ne, niti, ampak ok, samo da vidimo, ali to, da se tu drži ali ne. Dva tu počakata, ko še pri... Ja, kar vredi, kar porimo, kar gremo. Ni fajn, ne? Veš, pa ne delamo na jugu. Thank you! Tak dan reče, kje boš zgutil? Tule je trava zgledala.